Ja, pred dobro uro je Ustavno sodišče sprejelo pričakovano odločitev. Ne zgodi se prav pogosto, da je pri tako pomembni odločitvi, tudi kar zadeva državo in izvajanje državnega proračuna, Ustavno sodišče tako enotno, to se pravi vsi ustavni sodniki so pritrdili Slovenski demokratski stranki in tudi drugim predlagateljem zahteve za presojo ustavnosti in zakon o davku na nepremičnine razveljavilo, zakon o množičnem vrednotenju pa nekoliko prolongiralo izvajanje. Zdaj, pomembno pri tej odločitvi tudi to, da je kar 7 ustavnih sodnikov dalo pritrdilno ločeno mnenje svoje odločitvi. Razen 2 sodnic so vsi ostali ustavni sodniki čutili za potrebno, da še dodatno argumentirajo svojo odločitev za razveljavitev zakona o davku na nepremičnine. Zdaj, zakon o davku na nepremičnine je sestavni del proračunskih dokumentov, je sestavni del proračunskega paketa, na sprejem katerega je predsednica vlade Republike Slovenije, gospa Alenka Bratušek, vezala zaupnico. S tem, ko je na sprejem proračuna vezala zaupnico, je v bistvu prisilila koalicijske partnerje k poenotenju in k tem, da so pač sprejeli rešitve, morda s katerimi se tudi niso vsi v celoti strinjali. Zdaj, zakon o davku na nepremičnine je sestavni del te zaupnice. V tistem dokumentu, v katerem je vezala zaupnico na sprejem proračuna, je posebej omenjen. In ta zakon je pomemben zato, ker je vlada z njim zakrpala proračun in spravila proračunski primanjkljaj pod 3%, to se pravi na tisto vzdržno mejo. Zdaj, Ustavno sodišče je s tem, ko je razveljavilo zakon o davku na nepremičnine, v bistvu, če gledamo formalno, razveljavilo tudi zaupnico vladi Republike Slovenije in zaupnico Alenki Bratušek. In pričakovan korak bi bil, da bi predsednica vlade odstopila. Sedaj nimamo v bistvu več vzdržnega proračuna, zato ker proračunski akt ni zaprt in to z približno 400 milijoni evrov. To pomeni, da manjka samo s to odločitvijo Ustavnega sodišča približno skoraj 2% BDP-ja, se je s tem povečal primanjkljaj v proračunu. S tem, ko je predsednica vlade dala ta zakon v paket zaupnice in je do tega prišlo, je v bistvu tudi razveljavila odločitev koalicijskih poslancev o podpori proračunu in edina pričakovana odločitev predsednice vlade bi bila, da odstopi. Se je že zgodilo, da je Ustavno sodišče razveljavilo kakšen akt, kakšno določbo kakšnega zakona, kakšen zakon tudi. Vendar ni se še zgodilo, da bi Ustavno sodišče razveljavilo zakona, ki je bil vezan na zaupnico in je sestavni del proračuna Republike Slovenije. In v tem primeru se je to zgodilo prvič in pričakovano je, ker nimamo več akta, po katerim finančnega načrta države, ki bi vzdržen, da predsednica vlade odstopi. Hvala lepa.